izvršilni odbor sprejel izrekel pohvalo poslanski skupini za njena prizadevanja v Državnem zboru za sprejem sklepa, s katerim je Slovenija zaščitila nacionalne interese na podlagi pobude Slovenske ljudske stranke in po naši oceni poslanska skupina s tem dosegla zgodovinski uspeh. Stranka danes obravnala tudi temo interpelacije v zvezi z izbrisanimi. Pri tem naj povem, da je stališče stranke popolnoma enako, kot je bilo že leta 2004, da naše stališče je, da je prav, da se popravijo morebitne storjene krivice, vendar je po naši oceni potrebno za to sprejeti ustavni zakon, zlasti zato, da se omogoči individualna obravnava posameznih primerov in da se ne bi po nepotrebnem postavljalo države v kakšno javno finančno tveganje v zvezi z plačevanjem odškodnin. Tudi to vprašanje se da primerno in za državo, pa tudi za morebitne oškodovance ustrezno urediti v ustavnem zakonu. Trenutno poteka razprava o evropskih volitvah. V stranki obžalujemo, da se zaenkrat magister Radovan Žerjav ni odločil, da bi bil nosilec liste stranke za evropske volitve. Upamo, da odločitev ni dokončna. Sicer pa stranka bo do konca meseca marca zaključila te aktivnosti v zvezi s sestavo liste z imenovanjem volilnega štaba in, kot veste, bo šla na te evropske volitve samostojno. Kakšno vprašanje, tako da izvolite. Marjo Velus, delam gospoda Široko, bi vprašal, če boste torej vseeno podprli, interpelacijo pred zoper ministra Šesalovo in pa bi komentirali mogoče izjavo gospoda Bučarja, da bi bil potreben referendum ali plebiscit na področjih njenih Hrvaško. Ja, izvršilni odbor je odločal oziroma je sprejel sklep, da podpira izhodišča za ureditev odnosov z Republiko Slovenijo in Hrvaško na podlagi teksta, ki ga je gospod Bučar izdelal tudi z referendumom na morebitnih spornih območjih, tako da izvršilni odbor je sprejel podporo tej pobudi. Kar se tiče interpelacije ministrice, kot že rečeno, se je njeno ravnanje popolnoma enako ravnanju ministra Bohinca izpred 4 let, pa zdaj že skoraj 5 let. Slovenska ljudska stranka je takrat zaradi podpore interpelaciji kot vladna stranka bila iz vlade izključena in pričakujemo, da bo poslanska skupina ravnala enako pri tem vprašanju. Čeprav obžalujemo, da je bila interpelacija vložena pred iztekom 100 dni, ki je pa veljano napisano pravilo, da ima vlada oziroma ministri nek mir. To bi še vprašal, primer, da se Žerjav ne bo odločil, da bi bil nosilec. To je pod vašim kandidatom nosilcem zdaj. Mi imamo trenutno evidentiranih 17 imen, ki so ljudje iz stranke, ljudje, ki so nekdaj bili zelo aktivni v stranki, so bili nosilci pomembnih funkcij, pa tudi ljudje, ki ne spadajo v stranko. So pa ugledni in so mogoče kdaj na kak način bili blizu Slovenski ljudski stranki. Kakšne imene mogoče? Danes v imenih še preuranjeno govori. Mogoče bo celo nosilka liste, ker zaenkrat vemo, praktično vse stranke so objavile moške nosilce liste, hkrati pa vsi govorijo, kako bi bilo dobro, da bi bilo več žensk v politiki.